Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Z vami je Katarina Matejčič. Podjetniške nagrade, nepomembna plaketa ali dejansko nagrada, ki prinaša tako finančne kot predvsem nefinančne učinke in koristi. Vsekakor drugo, pravijo finalisti in zmagovalci letošnjih izborov za najboljšo izvozno podjetje, izvoznik leta, oziroma za najboljšo proizvodno podjetje, tovarna leta. Še več, ekipi in podjetju daje dodatno motivacijo, celo zagon, je prepričan Tomaž Lah, direktor in soustanovitelj družbe Nektar Natura. Zmoremo, veliko zmoremo, samo včasih se Slovenci ne upamo iti čez mejo in začeti prodajati svojih izdelkov. To je sporočilo glavno slovenski družbi, slovenski podjetniški skupnosti, da treba iti čez mejo in treba začeti prodajati. Hkrati smo nominiranci tudi zgled in spodbuda drugim s svojimi dobrimi zgodbami in pokažemo, da se da, meni prva dama podjetja Elpro Križnič, Cintija Križnič. Na tak način res želimo predstaviti, da se v podjetništvu da, da je potrebno sicer ogromno truda, da rabiš vizijo in pa zelo dobro ekipo za sabo. Sploh, ker uspehe v tujini, ki našim izvoznikom seveda nikakor niso tuji, doma še posebej cenijo, priznava Peter Kosin, direktor INEE. Vseeno ima nek zven, da si uspešen v tujini, to v Sloveniji je bilo vedno, je pomenilo, da nekaj več znaš. Kako torej naprej, sploh v obdobju ohlajanja, kjer so slabe novice in napovedi del vsak dan? Odpuščanja pa so po letih zgodovinsko visoke zaposlenosti nenadoma spet postala že skoraj pozabljena kruta resničnost. S pogumom in odločnostjo je Jasna Križničeva. Pri teh napovedih oziroma tej splošni fami, ki obstaja vedno, in zadnjih 5 let še posebej, nekako dobimo občutek, da nas strašijo. Mogoče si mi včasih ne dovolimo tega strahu in tudi v preteklosti smo to dokazovali. V času največjih kriz je naše podjetje najbolj rastlo, ker mislimo, da svet se ne bo ustavil, svet bo šel naprej, ljudje bomo živeli bomo vedno bolj trajnostno, vedno bolj povezani z vrednotami, ki štejejo za dobrobit naših zanamcev. Zato mislim, da izzivi so vsako leto novi, ampak mislim, da se ne rabimo bati. Podcast Finance. In pogumno naprej gredo že leta najboljši, ki jih zbiramo na časniku Finance. Kaj lahko zdaj, leto po zmagi med najboljšimi izvozniki in o predaji lente, o svojih izkušnjah pove steklarna Hrastnik. Direktor Matevž Fazarinc je prepričan, da je imela lanska nagrada vsaj 2 vidika. Jaz bi rekel, da sta tukaj 2 dela, ki sta pomembna za nas. En je del javne prepoznavnosti v Sloveniji, zaradi tega, ker pač tudi moramo employer branding graditi, se pravi, da smo prepoznaven zaposlovalec, ki dobro posluje, da smo iz tega vidika prepoznani kot nekdo, kamor bi se lahko tudi nekdo, ki mogoče ni iz Hrastnika, začel voziti. Na drugi strani pa mogoče tudi politično moč daje, se pravi, ko je treba koga vprašati, kaj bi predlagal, da se naredi ali pa tako naprej. Glas šteje. Tako da ta v bistvu cela nagrada, ki daje to prepoznavnost, da te na eni strani prepoznajo mogoče bodoči zaposleni, pa na drugi strani tudi politično, njega pa lahko vprašam, mogoče pa vejo, kaj delajo oziroma vejo, kje poslujejo, ne? In steklarna Hrastnik, lanski izvoznik leta, zagotovo ve, kaj dela. Lani jim je recimo uspel zgodovinski preboj, saj so kot prvi na svetu naredili steklenice, kjer je peč pri taljenju stekla uporabila kar 60% vodika. S tem so zmanjšali neposredni ogljični odtis taljenja za več kot 30%. A s tovrstnimi mejniki in tudi nagradami se morajo poistovetiti vsi, ne samo vodstvo. Nagrada ni samo za nas, tako kot je gospod iz Nektar Nature rekel, on je samo predstavnik tega, kdo je nagrado dobil, ampak nagrada je veliko širša. Se pravi, ne bi bilo možno brez vseh teh gradnikov, ki gradijo samo podjetje, da se to sploh zgodi. Z njim se strinja tudi direktor letošnjega zmagovalca, Anton Kisovar iz družinskega podjetja Tehnost, ki s svojimi kmetijskimi stroji mulčerji na 40 trgih ustvari kar 90% izvoza. Sam pa je pri kupcih in torej tudi pri vsaki reklamaciji celih 150 dni na leto. Slovenija ni dejansko trg, to je mali poligon, kjer ne moreš tekmovati. In takšna nagrada nam pomeni potrditev našega dosedanjega dela.
Največja doprinos take nagrade pa je v tem, da sodelavci vidijo, da smo prav usmerjeni. Se pravi, eden sam kot direktor ne more nič narediti. Rabimo zelo močno in utečeno ekipo. In taka nagrada je dejansko potrditev, največja potrditev, da delamo dejansko pravilno in da so prav usmerjeni. To potrjujejo tudi številke. Tehno se namreč ponaša s kar 95.000 evri dodane vrednosti na zaposlenega in skoraj s 13% EBIT maržo, oboje skoraj dvakratnik slovenskega povprečja. A raje kot z domačo konkurenco se primerjajo s tujo. Naše stališče je zmeraj bilo, če drugi zmorejo, zmoremo tudi mi. Se pravi, ne čakati, ne jamrati, čim prej pojdi v spopad, oboroži se tisto stvarjo, kar ti bo dala največji doprinos. Se pravi, pri tem je največji pomen hitro in veliko investiranje v sodobne tehnologije. Kitajci starih tehnologij nimajo, to vsi vemo in vse, kar kupujejo novo. To pomeni, da če hočemo njim parirati, moramo imeti enako ali boljšo tehnologijo, kot jo imajo Kitajci. In očitno jo imajo. Ne samo, da imajo 3 večje patente, v sklepni fazi je tudi razvoj električnega mulčarja. Z njim se strinja tudi Tomaž Lah iz družbe Nektar Natura, ki razvija, proizvaja in pod lastno blagovno znamko, predvsem hotelom prodaja, brezalkoholne pijače in sisteme za njihovo točenje. Letos smo bili med finalisti in s tem želimo tudi drugim sporočiti. Pogumno, da se pravi Lah. Absolutno. Jaz mislim, da največji doprinos je nefinančni, največji doprinos je slovenski družbi, slovenskim podjetnikom, predvsem z mojega vidika slovenski živilski industriji, da je izvoz možen, da se je treba fokusirati na izvoz, da Slovenija je premajhna za karkoli. To je en del te motivacije oziroma tega sporočila, drugi del pa je, da Slovenci, vsi strokovnjaki v Sloveniji, Slovenci kot Slovenci smo zelo zmožni proizvajati izdelke in storitve in jih tudi dobro izvažati. Toliko, da jaz se zelo strinjam za izjavo gospoda iz Tehnosa, ki je izbran kot prvi, da zmoremo, veliko zmoremo, samo včasih se Slovenci ne upamo iti čez mejo in začeti prodajati svojih izdelkov. To je sporočilo glavno slovenski družbi, slovenski podjetniški skupnosti, da treba iti čez mejo in treba začeti prodajati. Nektar Natura prodaja predvsem v tujino, na turistično najbolj razvite destinacije in po nekoliko težjem obdobju med pandemijo zdaj spet hitro raste. Zato so samo lani v Sloveniji zaposlili 16 delavcev in letos 10, tako da jih je zdaj že 125. Vseeno bodo do konca leta iskali vsaj še 3. Za ljudi v tem bazenu kadrov v Sloveniji je to zagotovo dobro sporočilo. Sporočilo, da smo proaktivni, da smo uspešni, da dokazujemo svoje zmožnosti in sposobnosti in seveda tudi to, da je zaposlitev stabilna, da je podjetje stabilno. In to so sporočila, ki grejo širši množici. Tudi, da je podjetje odgovorno, ker če ne bi bili odgovorni, ne bi bilo dolgoročnih uspehov, že do zdaj ne, kaj šele naprej, tako družbeno kot okoljsko odgovorni in tudi seveda s proizvodi. Ponos, samozavest in dodaten zagon ekipe ob dobrih rezultatih, ki smo jih prepoznali še na časniku Finance, izpostavlja tudi prvi človek ljubljanske Eneje Peter Kosin. Ukvarjajo se z industrijsko avtomatizacijo, strojegradnjo, digitalizacijo ter energetiko. Z izvozom pa ustvarijo kar 90% vseh prihodkov. Tujce naše nagrade ne zanimajo preveč, je pa to priznanje za nas interno. Znotraj podjetja se mi zdi, da je to zelo, pa tudi družbeno se mi zdi zelo zanimivo, zato ker majhno podjetje še vedno vztraja na tujih trgih, ker se mi zdi za majhno Slovenijo zelo pomembno, da razumemo, da je izvoz ključen in da ni treba biti ogromen konglomerat, da začneš izvazati in da si pri tem uspešen. Eneja je zelo uspešna z 119 zaposlenimi, a širijo se hitro. V letu in pol se je kolektiv povečal za 33 ljudi. Do konca leta pa se jim bo pridružilo še 7 novih sodelavcev. In to izjemno rast je treba financirati, velikokrat tudi s pomočjo bank. Takrat so dobri rezultati zelo pomembni, je iskren Kosin. Mislim pa, da banke predvsem tukaj jim je to pomembno, pa tudi mogoče lokalna skupnost vseeno ima nek zven, da si uspešen v tujini, to v Sloveniji je bilo vedno, je pomenilo, da nekaj več znaš. Zelo podobno razmišlja tudi v družinskem podjetju Roto, lanskem prejemniku nagrade Tovarna leta. Sploh zaposlenim je to veliko pomenilo, se spominja direktor Matjaž Pavlinjek.
moram povedati, da v tem enem letu se je pripadnost podjetja bistveno tudi povečala. Zelo prav je, da smo v bistvu vlagali v digitalizacijo, v robotizacijo, pa ne zaradi nagrade, ampak pravzaprav zato, ker želimo napredka v podjetju. In seveda, če ti pa nekdo neodvisen pove, da si najboljši med vrhunskimi, je pa to še dodatno priznanje. Še več, v tem letu smo uspeli pritegniti res najboljše med najboljšimi, dodaja njegova sestra Nuša Pavlinjek. Zdaj smo začutili, da je tudi nagrada Tovarna leta en magnet za tiste res najboljše talente v Sloveniji in da dokažemo, da smo slovenska podjetja zelo dobri delodajalci, da smo inovativni, da imamo najnovejše tehnologije, ki so lahko izziv mladim, da ne pobegnejo v tujino. Pomembnost dobre ekipe in njeno uigranost izpostavlja tudi Dejan Doles iz Silika, letošnje najboljše tovarne v Sloveniji. En velik benefit te prireditve je, da združi ekipo. Moram reči, da smo tudi sami med samim izborom in predstavitvami in delom, da smo sploh prišli v finale, videli tole kot en tak ogromen benefit. To je tak nefinančni, ki pa ima potem dolgoročno pozitivne učinke. Sploh, ker se tudi Siliko, ki ima še najboljšo inženirsko razvojno ekipo, torej so si letos prislužili kar 2 ključni priznanji, vse skozi širi in išče nove ljudi. Nove kadre iščemo vedno v vseh naših lokacijah, ne samo v tovarni, ki je letos finalist. In ja, upamo, da preko te platforme vseeno dobimo nekaj več dobrih kandidatov. Nagrad, in to zelo različnih, pa so že vajeni velenjski plastik izkaza, letošnjem finalistu. Tovarna leta še nismo bili, priznaja pomočnik generalnega direktorja Niko Medved, a tudi uvrstitev med najboljše nam daje dodatno potrditev in to nam bo prišlo še kako prav. Zaradi tega bom rekel, da bi pričakovali precej večji obseg poslovanja doma, ne, je pa to krepitev znamke Skaza, krepitev Skaze kot delodajalca. In predvsem iz tega vidika vidimo veliko prihodnih, potencialnih, pozitivnih učinkov, kar pomeni, razširimo kadrovski bazen, postanemo še bolj zanimivi, ne samo lokalnemu okolju, kjer podjetje dobro poznajo ljudje, ampak tudi širši Sloveniji. Slovenija je mala in seveda moreš delovati oziroma iskati po celotnem slovenskem bazenu, da lahko nadaljujemo to pot, ki smo jo izvedli v zadnjih 2 letih, kar pa je seveda najlažje z dobrimi kadri. Dobrimi kadri in dobrimi dobavitelji, kar je v tej konkurenci še kako pomembno, meni Medved. Samo na podlagi nagrad te partnerji ne zasipajo s posli, še vedno je treba biti konkurenčen, se boriti na trgu, kar seveda mi znamo in delamo. Ste pa dobro omenili, na drugi strani dobaviteljska veriga, tukaj pa se strinjam, da je mogoče lažje zbirati projektne partnerje za nastop v tujini. Zgled drugim, sploh doma, pa želijo biti v še enem družinskem podjetju, Elpo Križnič, ki ga vodi Cintija Križnič, letos pa so si, poleg finala, prislužili tudi priznanje za trajnostno naravnanost njihove tovarne v Slovenski Bistrici. Zasnovana je namreč trajnostno in po načelih industrije 4.0. Na tak način res želimo predstaviti, da se v podjetništvu da je potrebno sicer ogromno truda, da rabiš vizijo in pa zelo dobro ekipo za sabo. A ne samo zgled. Križničeva je prepričana, da bo njihova dodatna prepoznavnost kot ene najboljših slovenskih tovarn vplivala ne samo na zaposlene, ampak tudi na dobavitelje in morda celo kupce. Definitivno je to ena zelo dobra popotnica za že zaposlene v našem podjetju. Dobivamo dnevno občutke o njihovem ponosu, kje delajo, in ta blagovna znamka delodajalca je danes zelo pomembna, kajti kadri so res v deficitu, sploh naše področje elektroenergetike. Zato menimo in želimo, da bomo na tak način tudi se predstavili kot dober in pa kompetenten delodajalec, ki daje neko varno in pa neko varno socialno okolje.
Kupci, dobavitelji nas spremljajo na tem natečaju oziroma izboru in mislim, da bo to spet ena dodana vrednost v sodelovanju z njimi. Je pa res, da smo v bistvu tudi na področju trajnostni zelo dobro razviti, imamo močno vizijo trajnostne politike in na tak način v bistvu poskušamo motivirati in stimulirati kupce. In kako gre najboljšim izvoznikom in tovarnam v teh gospodarsko nekoliko oteženih časih? Kot kaže, niso najboljši zaman, pa čeprav nekateri, tudi v steklarni Hrastnik, ohlajanje čutijo že od lani. Mi smo v bistvu s temi, s črnim scenarijem začeli že lansko leto proti koncu leta, ko se je ustavila dobavna veriga dobaviteljem alkoholnih pijač, kjer so se pač v bistvu zaradi vplivov po koroni se je overstocking naredil, so vsa skladišča so se napolnila in kupci so naenkrat rekli, imamo dovolj steklenic, ne prodajamo jih toliko, kot smo mislili, sedaj pa zaustavljamo tudi dobave iz vaše strani. No in iz teh dobaviteljev smo pač v bistvu tudi mi mogli eno peč lansko leto ustaviti. Letos smo jo v mesecu maju zagnali nazaj, tako da trenutno delamo tam za 75% kapaciteto. Ni jasno, ne pričakujemo vrhunskih let, ampak trenutno delamo tako rekel, mogoče ni tisto, kar bi si želeli imeti, ali pa tisto, kar je naša vizija trajnostnega razvoja našega podjetja, ampak zaenkrat smo no. Brez podražitev pa je recept za uspeh podjetja Tehnos. Trenutno ni čas dvigovanja cen, trenutno je čas ohranjanja cen ali celo znižanja cen. Mi naših cenikov dejansko nismo dvignili od leta 2022 in to nam trgi, te, ko so zdaj ranljivi, zelo dobro štejejo, ker smo eni med redkimi, ko smo ohranjali in se zavedamo težko situacijo. Recimo v Nemčiji dobiš na to temo zelo velike pohvale, ampak ob tem poudarjam, da še pa zmeraj smo pozitivni. Naše stališče je zmeraj bilo, če drugi zmorejo, zmoremo tudi mi, se pravi ne čakati, ne jamrati. In o Tehnosu zagotovo ne jamrejo, ampak iščejo nove trge. Azijo kot Kitajsko trenutno ne gledamo, se pravi nekaj izkušnj imamo od preteklosti na drugih programih, trenutno ne. Spogledujemo se normalno z Ameriko, ko je tudi še nismo uspeli, niti nismo še nikoli bili, nič nismo še delali, ker premalo nas je, pa preveč smo prodani. Kakšna Indija, drugi del vzhodne Azije? Neke posamezne poskusi so bili, tako da so oni naš našli, mi še nimamo teh kapacitet, da bi dele lahko še tja šli, ker smo še tukaj, hvala Bogu, preprodani. Kriza, oziroma lahko bi rekli kar krize, so v resnici izziv in priložnost, pa ocenjuje Lah. Naš mindset je, da iz vsake krize želimo iziti močnejši. Torej, mi smo na krize pripravljeni, kriza je vsako leto, kriza je vsakih pol leta, ali je takšna ali je drugačna. Trenutno so jo najprej občutili avtomobilski proizvajalci ali pa dobavitelji avtomobilske industrije, potem bo kriza verjetno nepremičninskega sektorja oziroma gradbeništva, ampak delo nas, direktorjev podjetij in podjetnikov je, da skrbimo za to, da nas kriza ne ustavi in da nas kriza v bistvu dvigne napram konkurenci. In to je ime igre, Vsako podjetje se neprenehoma sooča z vsemi možnimi krizami in treba je poskrbeti, da smo pač zaradi kriz močnejši. Močnejši in večji. Zagotovo, ampak mi si predvsem želimo vzdržne rasti. Mi bi radi čez 30 let oziroma naslednja generacija, bi si mi, prva generacija, želeli, da bojo rekli, v redu, mi smo tudi uspešno podjetje in rastamo naprej, ne bi radi šli preveč na silo in preveč na hitro, ker prehitra rast lahko pomeni slabšo kakovost, slabši odziv do kupcev, slabši odziv do potrošnikov, slabšo kvaliteto, tega pa nočemo. Želimo biti fair do naših kupcev in temu primerno tudi rasti. Na relativno majhnost podjetja in posledično hitro odzivnost pa stavijo v INEI. Ohlajanje je zelo opazno, vse je povezano, To si zatiskamo oči, da ni ekosistem. In če en velik kos ekosistema počepne, potem vsi trpijo. In tukaj tega dejstva nekateri nočejo sprejeti, ampak tako je in si je treba pomagati. Tako da je in bo ohlajanje še in bo že vpliva na nas in bo tudi vnaprej. Zdaj sreč smo še dosti majhna firma, tako da se lahko, imamo druge trge, tako da se lahko na krajši rok preusmerimo malo. Kakšni večji ali pa tisti, ki dobavljajo direktno avtomobilske industrije, imajo pa resne težave.
Predvsej jim pomaga tudi dejstvo, da imajo različne dejavnosti in s tem tudi različne cikle. Strateško imamo tri stebre, ki imajo različne cikle. Eden je avtomatizacija, drugi je digitalizacija, se pravi informatika, tu je drugače, pa energetika ima pa čist svoj cikel, čeprav je zopet industrija. Zdaj ta je bila kar nekaj let zdaj v nekem mirovanju, ker so bile cene in energije in moči pač nizke in ni bilo zanimivo. Samo smo nalašč razvijali produkte za tisto, kar smo vedeli, da prihaja. Tako da zdaj smo recimo bolje pripravljeni kot drugi, da lahko ponudimo rešitve zopet za nižanje stroškov v proizvodnji. Do česar so prišli tudi z inovativnostjo, kar jim daje še večjo konkurenčno prednost. INEA je namreč leta 1987 nastala kot spin-off instituta Jožefa Stefana. Poiskati moraš svojo prednost. Naša prednost sigurno je tudi poreklo. Se pravi, mi imamo visoko tehnološke rešitve in še vedno zelo tesno sodelujemo z inštitucijami znanja, tako da smo med prvimi, ki dobivajo nova znanja in jih med prvimi skušamo implementirati na trgu. Tako da tukaj je sigurno naša konkurenčna prednost, da imamo znanje. To je eno, drugo je pa, vseeno računamo na neko pamet v Evropi, da bo tako zvani onshoring res tekel, da končno prepoznajo, da to, da smo Kitajski nudili vse možne tehnologije in finance, smo v bistvu mi zgradili konkurenta, mi na široko pač Evropa in Amerika, za voljo nekih dobičkov posameznikov, da to ni prava pot in je treba vrniti industrijo nazaj in biti čim bolj samozadosten in potem se lahko o marsičem pogajaš v svetu. Tako da tu računamo, da bo v bližnji prihodnosti vse nek obrnen trend in da bo več priložnosti pol tudi za nas. Kar se tiče konkurenčnosti, pa ja, zdaj trenutno moramo pač tekmovati tudi s kitajskimi podjetji. Se moraš prilagoditi, kolikor veš in znaš. Tu pa je večinoma s tem, da nudimo boljše rešitve in boljšo storitev našim partnerjem. Naš kupec je naš partner in mi iščemo, kaj je za njega dobro, ne samo, kaj se da prodati. To Kitajska večinoma še ne počne. Narek ne imeti vseh jajc v eni košari se, sploh v teh nekoliko težjih obdobjih, zanaša tudi Roto. Pomembno za podjetja pa je, da razpršijo riziko tako po trgih, kot tudi po različnih branžah, strukturah kupcev in da nenehno ponujajo nekaj novega. Moram povedati, da kar 50% svojih proizvodov prodajamo pod lastno blagovno znamko Roto, kjer imamo svoje distributerje, svojo distribucijsko mrežo in kjer res nisi odvisen od nekih multinacionalk, ampak sam postavljaš pravila igre na trgu in se tam dejansko moraš v vseh gospodarskih situacijah enako truditi. Tudi ko je največja konjunktura, moraš izkazovati svojo odličnost in v čem si boljši od drugih. Tudi zato večjega upada naročil za zdaj ne beležijo. Zaenkrat ne čutimo nekih velikih sprememb, se pa, kot sem že rekla, odzivamo in pripravljamo, da bomo drugo leto lahko še močnejši. Vsekakor Južna Evropa je še polna priložnosti, ogromno evropskih sredstev bo investiranih v infrastrukturo in v razvoj podjetništva in tudi naša podjetja na Zahodnem Balkanu opremljamo z zadnjimi tehnologijami, da bojo moderna in potem tudi lahko produktivna in konkurenčna na svojih lokalnih trgih. Še posebej prizadeta je v tem trenutku avtomobilska industrija, sploh nemška, z njo pa njeni slovenski dobavitelji, med katerimi je tudi letošnja tovarna leta Siliko. Najprej v Siliku vsako krizo razumemo tudi kot našo priložnost. Tako je bilo tudi v preteklosti in Siliko je iz vsake krize prišel kot zmagovalec. Seveda, tudi mi nismo imuni na dogajanje na trgu, vendar si upam reči, da je pri nas ta volatilnost manjša kot pri naši konkurenci. Bomo zdržali skozi to krizo in že iščemo nove poslovne priložnosti tudi izven nemške avtomobilske grozda.
Gremo v dve smeri. Ena je razširitev našega avtomobilskega dela podjetja, ki je sicer tudi največji del podjetja, na nove trge, vključno s Kitajsko. Kitajski avtomobili so na žalost ali pa na srečo pač realnost, so tukaj in bojo tukaj tudi jutri. Druga smer, v katero gremo, je pa izven iskanja novih poslovnih priložnosti izven avtomobilske industrije. Tukaj imamo še precej priložnosti. Diverzifikacija je zelo široka. Ne bomo se ustavljali na eni, dveh, treh različnih industrijah, ampak recimo velike priložnosti vidimo v karavaning industriji, v medicinskih pripomočkih in tako naprej. Podobno kot v steklarni Hrastnik so težave že lani zaznali tudi v plastiki Skaza. Naš največji plus je, da smo 0% udeleženi v avtomobilsko industrijo v trenutnem obdobju. Bom rekel, mi smo nekako situacijo ohlajanja, predvsem Nemčije, zaznali že v lanskem letu. Nismo odlašali, se že v aprilu soočili, kreirali konkreten akcijski načrt, ga uspešno izvedli, s tem zagotovili stabilno poslovanje v lanskem letu in si obenem omogočili zelo dobro izhodišče za letošnje leto, kar se kaže v prihajajočih poslovnih izidih letošnjega leta. Obenem smo tudi zaznali, da v drugi polovici leta v naših industrijah, kjer smo mi prisotni, se obuja investicijski cikel oziroma se je obudil avgust, september in sedaj oktober. Tako da tukaj mi pričakujemo dober rezultat, nismo še zaključili z pridobivanjem novih poslov, ampak imamo že kar nekaj novih priložnosti, s katerimi začenjamo v začetku naslednjega leta. A trend se na srečo že obrača, zato tudi ambiciozni načrti. Mi smo zastavili v lanskem letu, da bomo do 2026 kar direktno prebili mejo 50 milijonov evrov prihodkov, medtem ko v letošnjem letu veliko bolj profitabilno leto kot lani. Povsem mirni pa so v podjetju Elpo Križnič. Mi smo trenutno res v pravi panogi, na to smo ponosni oziroma niti ni bilo to v naših rokah. Vemo, da je elektrika življenje in da brez elektrike ni življenja, ker kje vse pa je, ne? Ravno to je tisto, vsi poznamo samo gumb on-off, nihče pa ne pozna, kako do tega gumba pridemo, ne? Zato nam je v bistvu ta branža trenutno res v prid. Je pa res, da smo tudi tukaj support našim kupcem oziroma partnerjem pri energetski učinkovitosti, kajti naša dejavnost ni vezana samo na izvajanje, ampak tudi na support pri iskanju učinkovitejših rešitev na področju energetske učinkovitosti. Hkrati so, po oceni Križničeve, napovedi velikokrat preveč črnoglede. Pri teh napovedih oziroma tej splošni fami, ki obstaja vedno, ne, in zadnjih 5 let še posebej, nekako dobimo občutek, da nas strašijo. Mogoče si mi včasih ne dovolimo tega strahu in tudi v preteklosti smo to dokazovali. V času največjih kriz je naše podjetje najbolj rastlo, ker mislimo, da svet se ne bo ustavil, svet bo šel naprej, ljudje bomo živeli bomo vedno bolj trajnostno, vedno bolj povezani z vrednotami, ki štejejo za dobrobit naših zanamcev. Zato mislim, da ja, izzivi so vsako leto novi, ampak mislim, da se ne rabimo bati in da moramo iti pogumno naprej vsi. In če bomo šli pogumno naprej vsi, bomo iz tokratne krize išli kot zmagovalci in ne kot poraženci. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.